Dvorana kulturnega centra Litija. Mislim, da se ni vse skozi imenovala tako. Z njo sem povezan 40 let in morda še malo več. Mislim, da je bila prej sindikalna ali nekaj takega. Vem, da je bila v njej steklena krogla, pa predilnica je imela svoj letni ples in še marsikaj, tako da je bil to stičišče nekega dogajanja v Litiji. No, potem seveda je počasi začela dobivati vse bolj svojo kulturno obliko. Poznam pravzaprav vsak kotiček te dvorane, ne samo dvorano kot takšno, ampak tudi zaodrje, pa zgornje nadstropje, pa spodnje nadstropje, pa še malo kletim, kajti vse skozi nekako sem se gibal po vseh teh prostorih. Ne spomnim se ravno, kaj je bilo prej, ali sodelovanje z lutkovno skupino Lilu, s katero smo se tudi srečevali tukaj, ali pa moj začetek nekako povezan takrat še s kinom, ko sem prodajal karte. Ne samo prodajal karte, ne, ker nikoli ni bila to neka velika dvorana z veliko zaposlenimi, ampak sem prodajal karte, potem spuščal v dvorano in potem upravljal še vse ostalo, kar je bilo potrebno. Na koncu pogledal, če so vsi odšli in smo dvorano zaklenili in odšli. No, ta zgodba s kinom je pravzaprav zanimiva, ker smo nekako poskušali ohraniti kino v Litiji in res smo se trudili. Bilo je tudi kino gledališče 2 sezoni, nekako v glasilu občanov smo objavljali, kateri filmi bodo na sporedu, tudi predstavili samo vsebino, ampak seveda hiter razvoj tudi kinematografije in digitalizacija sta zahtevala svoje in sčasoma je bilo pač treba to dejavnost ugasniti, tudi bližina Ljubljane s sodobnimi kinematografi je k temu pripomogla. Ampak ta dvorana ima neko dušo, neko srce. Sam, ko vstopim vanjo, se v njej počutim zelo prijetno, zelo domače. Tako da morda ne bi želel, da povsem spremeni svoj izgled, naj ohrani to dušo. Seveda pa je potrebno vdahniti sodobnost, ki bo omogočila, da bo v njej lahko tudi predstave, ki so na najvišjem nivoju, da bodo to dvorano lahko obiskala tudi gledališča in skupine, ki seveda tudi z digitalizacijo pripomorejo k nekemu drugemu pogledu in drugačnemu učinku kulturnih dogodkov. Ko sem razmišljal, ko ste me vprašali oziroma prosili za nekaj besed, sem pravzaprav želel malo izračunati, kje sem preživel več časa, na odru ali pod odrom oziroma v dvorani. Skoraj zagotovo je to na odru, kjer se res počutim odlično. Kar si štejem v čast je to, da se nikoli nisem spotaknil na odru, da pa je nagajal mikrofon in podobne zgodbe, to se je pa že zgodilo. No. Seveda s svojim glasom sem nekako tudi brez mikrofona segel do zadnje vrste dvorane. Res veliko dogodkov, začelo se je pravzaprav pri sodelovanju z glasbeno šolo, takrat še Litija, potem Litija Šmartno in koncerti, ki jih je s svojimi učenci pripravila Selma Gradišek. No, potem pa sem bil nekako prepoznan kot tisti, ki sem sposoben speljati vodenje prireditve in tako je vse skupaj se začelo tam 40 let nazaj in traja še danes in vsakič s ponosom stopim na oder in se res počutim kot doma. Torej, draga dvorana kulturnega centra, iskrene čestitke k tvoji 100-letnici. Želim ti sodobno tehnologijo, a ohrani svojo dušo.